Dobro jutro se nadaljuje, oziroma to je zdaj že kar dober dan in zjutraj sem napovedala prelepo decembrsko praznično vzdušje z odličnima glasbenima gostoma. Ne samo, da sta odlična glasbena gosta, sta tudi tako prijetna, nasmejana in pozitivna, da se to širi ne samo po studiu, ampak vem, da tudi k vam doma. In sem vesela, da sta se mi že pridružila Rebeka Dremelj in Sebastian. Dobrodošla oba. Ana, to pa je lepa napoved. Dobro jutro. Mi dva bomo pa kar dobro jutro rekla, ne? Ja, se uradno je še dobro jutro. Ampak po 9 začnem jaz že kar počasi pozdravljati z dober dan, ampak smo še vedno... Zjutraj vstaneš, je skoraj logično. Zame je že dobro večer, Rebeka, skoraj. Ampak praznično vzdušje ne samo, ne kar tako, ampak imate eno prekrasno skladbo, sem videla že tudi seveda utrinke videospota, ki jih bodo doživeli tudi naši gledalci. In res je praznična, res je lepa skladba, taka, ki te čisto ponese. Kako je nastajala in kaj nam prinaša? Nastajala, porodni krči so trajali leto dni, ne? To pa je. To pa je doba. Začelo se je že lansko leto, sva imela idejo, da bi vse skupaj nekako v situaciji, v kateri smo bili že takrat, dala v neko tako pozitivno noto, da bi ljudi okužila za to pozitivo in veseljem in nasmehi. Potem pa se časovno ni šlo, ker sva oba deloholika, pa kreativca in sva vedela, ko bova enkrat začela, da bo to stekel proces in sva rekla, ne, nima smisla na hitro, dajva predstaviti za leto dni. In sva potem letos to dejansko speljala in nekako na ta način skušala dati svoj delček. Se nam je tudi letos potem modilo, ne? Sva tudi letos ugotovila, da sva, kljub temu, da sva eno leto vse skupaj pacala, ne, sva tudi letos potem bila kar v paniki, da zdaj pa morva, ne, tako da... Vidiš, ampak koliko stvari se rodi v takih obdobjih, ki niso prav enostavne. Meni je povedal prej recimo mojster Lojze, ki je kuhal, da je v tem času dobil idejo za knjigo, pa je recimo kuharski mojster. Videla sta se povezala na ta način, še marsikdo. Tako da vseeno, vedno v življenju nam nekaj, kar je težko, na koncu nekaj... Veš kaj, vsaka zgodba ima dve platine in jaz sem pač prepričana, da če ne bi bilo situacija takšne, kakršna je, če ne bi bilo recimo tukaj nekega negativizma, vse posod okrog pa to, da mogoče pa se tudi midva ne bi v tem primeru našla na ta način, da bova sodelovala. Ker midva sva v bistvu prijatelja 20 let. Midva letos obeležujeva 20. obletnico prijateljevanja in res sva prijatelja. Nisva to samo PR-ovsko prijatelja, ampak sva res prijatelja. In lej, v 20 letih se nama ni porodila ideja o nekem sodelovanju. Zdaj pa to kar naenkrat tako dozorelo in sicer jaz se rada pošalim, da vprašanje, kaj bo po sodelovanju, če bova še ostala prijatelja naprej. Če ste tukaj zdaj, je to že dober znak. Se sta že poznela. Ja, v tej koreografiji bi bila lahko vidva. Tudi z nama, ker sta vešča vsega tega, sploh ti, Sebastian, si, ja... Ja, tako. Plesalec. Z veseljem bi zaplesali. Naslednjič, drugo leto. No, ampak lahko pa zdaj zaplešajo pisma Božičku in to slišim na vajina naslova. A poveste našim gledalcem, zakaj gre? Ja, midva se odpravljava na Laponsko 16. decembra, k čisto pravim Božičku. Rebekina želja je bila, da pelje hčerki in potem sva rekla, veš kaj, združiva z najino pesmijo in bova zbirala na roko napisana pisma otrok in odraslih, ki jih lepo prosim pošljite na naslov. Na za Božička in njegove škrate, poštni predal 1035, 2000 Maribor. Se pravi, midva bova vsa Božičkova pisma, ki bodo namenjena Božičku, odnesla direkt čisto pravimo Božičku na Laponsko in pa tisto pismo, ki bo najlepše okrašeno na zunaj, ga bova tudi midva bogato nagradila. Tako, napisana naj bodo na roko, zaradi tega, ker ne želiva, da smo na računalnikih. Tehnologija zdaj že in tako. In se nama zdi, da marsikdo niti ne zna več pisati pravilno, ne? Tako se nama zdi prav, da to vzpodbujava pisanje na roko. Seveda pa dajte domišljiji prosto pot, zaradi tega, ker midva verjameva, da če nekaj napišeš, se potrudiš, da potem pošlješ v vesolje nekaj, kar ti zagotovo lahko vrne, sploh pa, če to dobi eden od dobrih mož, Božiček tam zgoraj na severu. Ne more biti, da se ti ne uresniči. Leto, v katerem smo, ne se omejevati pri željah, kakorkoli napišete vse, velja pa za otroke in odrasle, ker verjamem, da tudi odrasli imamo po takšnih 20 mesecih kar kakšno željo. Absolutno. Kar nekaj želja. Poštni predal, koliko je bil? 1035. 2000 Maribor. Pošta pa tvoja. Tako, za Božička in njegove škrate. Za Božička in njegove škrate.
Bomo pa mi vsi, ki smo doma za Silvestrovo in gledamo silvestrske programe in gledalci lahko uživali tudi z vama, ne, za Silvestrovo in to pri nas. In kolegi imajo tudi eno tako prelepo akcijo. Mislim, da je ravno jubilejno leto od prvega silvestrskega poljuba. To je skladba, ki jo vsi poznamo. 50 let. In ne mine novo leto pri nas, da ne bi bilo silvestrskega poljuba. Skupaj bomo odštevali na 31. decembra, zelo se že veseliva. Tudi pesem Ko primeš me z roko bova zapela. Pozivamo pa vsi skupaj z vašo televizijo, da gledalci pošljajo fotografijo, video ali pa zgodbo najbolj posrečenega, najbolj zanimivega silvestrskega poljuba in jo naj to pošljajo na silvester@rtvslo.si in potem bomo vse to lepo predstavili v programu, tako da prijazno vabljeni, da sodelujete. Tudi midva imava eno tako prigodo. Zanimivo prigodo. Danes nekaj. Tudi danes bi nameratala. Midva so na snemanju videospota na vsak način se hotla poljubiti, ampak glede na to, da so 20 let prijatelja, jaz sem padla v en tak neverjeten smeh in potem sem nasmejala okrog sebe celotno ekipo in v bistvu smo 5 minut snemali tisti poljub in na koncu ga sploh uporabili nismo, ker ni šlo, ker je bilo preveč zaigrano in preveč smešno. Ja, danes bi bil tak lahko skozi šipo. Torej, silvester@rtvslo.si in kar hitro pošiljate, ne čakati zdaj ravno Silvestra, ne? Mi to zbiramo in tako, kot je povedal Sebastian, se boste potem tudi lahko videli mogoče na Silvestru. Silvester še enkrat rtvslo.si za naše kolege, ki pripravljajo ta nepozaben silvestrski večer in seveda že vabilo sedaj, da boste z nami. In kot obljubljeno, zdaj praznično vzdušje z vajino novo skladbo. Je tako? Primeš me za roko. Tako, glasbo na glas, mizo na stran, stole na stran in zaplešite in zapojte z nama. To so navodila. Naredite to zdaj v naslednjih sekundah in imejte prekrasen lep praznični vikend. Mi se kmalu seveda spet vidimo. Vama prelepa hvala in prosim, ko primeš me za roko. Hvala lepa. Hvala. And 1, 2, 3, 4. Lahko s tabo spet zaplesal, zdaj vem, kaj vse